Jaz menim, da so primerna oblačila za šolo tudi trenerke. Včasih se oblečem v trenerke, včasih kavbojke, včasih imam majice, da se malo trebuha vidi, tako v bistvu tisti dan, ko se dobro počutim. Meni se zdi, ko nam pač starejši reče, da kaj ni primerno, ne vem, tako vzamejo, kot da bi preveč skazovala. Ja. Da se premalo spoštujem, a kak ne to reči. Ja, pa pač mislijo, da se pač preveč kože kaže se pa česa za pozornost drugih, ampak jaz recimo res ne, pač jaz tako, da se sama dobro počutim. Menim pa, da so bolj primerna oblačila kavbojke, kakšne dobre hlače. Danes sem se odločil za bolj udobna oblačila. Kako se oblačijo učenci, bolj moti učitelje kot vrstnike. Mislim, da se vrstniki sploh ne obadamo toliko s tem. Ema in Maša govorita na podlagi raziskave, saj sta anketirali učence in odrasle. Po raziskovalni nalogi smo ugotovili, da učenci nimajo neki interesa, da bi se uvedel kak kodeks o oblačenju. Mogoče pri odraslih se mi zdi pa, da bi jim bilo kar všeč, če imeli kak pravilnik o oblačenju na osnovnih šolah. Številne šole že uvrščajo v pravila šolskega reda tudi dolžino in širino oblačil. V pravilih druge osnovne šole Celje pa piše le, da morajo učenci v šoli nositi nedrseče copate, pri pouku športa pa športna oblačila in odstraniti nakit. Pri športni moramo dati uhane dol ali pa da si nalepimo čez trak. Logično, ker se lahko poškodujemo. Ko so pravila logična, jih mladi sprejmejo. O primernosti oblačil pa imajo tudi učenci različna mnenja, a se bolj kot z garderobo drugih ukvarjajo svojo. Za vsakega je primerno tisto, kar mu je ali ji je všeč. Za aktualno modo zvem recimo na TikToku, YouTubeu. Malo pogledam, kakve so šolci ali pa kaj. Skratka, da se fajn počutim v tem, pa da mi pristoji. Zjutraj si sam zberem neki iz omare, pa si dam gor. Oblačila kupujejo v družbi staršev ali prijateljev. Za šolo se drugače oblečem, ko gremo kdaj s prijateljicami ven. Kapuc pa kapa ne smemo imeti med poukom, jih moramo dati dol. Nas učitelji opozorijo, bolj pa ponavadi ne nosimo več tega, ampak bolj, če že kako punco, kdaj opozorijo, fantov ne glih. Meni se zdi to opozorilo normalno. Ponton res zapoveduje, da se oblačimo okoliščinam primerno, zapoveduje pa tudi, da v druge ne strmimo, da jih gledamo v oči in da se vzdržimo neprimernih pripomb.